V sredo 16. marca je preko spleta potekal 56. velikonočni teološki simpozij z naslovom Sinodalnost cerkve. Simpozij je vodil docent dr. Ivan Platonjak, jezuit. Osrednja predavatelja sta bila celjski škof, izredni profesor dr. Maksimilijan Matjaž, ki je spregovoril o svetopisemsko-teoloških temeljih sinodalnosti cerkve, ter profesor dr. Barbara Simonič. Tema njenega predavanja je bila Sinodalnost v odnosih. Na začetku je zbrane nagovoril ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Dober dan vsem organizatorjem, predavateljema, vsem škofom, duhovnikom, diakonom, katehistinjam, katehistom in vsem drugim, ki smo se zbrali v tem cerkvenem občestvu preko spleta, kjer bomo danes čas in srce, kakor tudi misel in duha, namenili tisti središčni temi, ki nas spremlja že od lanskega septembra in nas bo spremljala ves čas naprej, in to je tema sinodalnost. Sinoda, hoditi skupaj, hodimo skupaj. Po eni strani je to nekaj, kar je, kakor sam razmišljam, zelo globoko vtkano v človeka kot bitje, ki živi z drugimi ljudmi. Ni dobro človeku samemu biti. Na samem začetku človeške zgodbe v Svetem pismu stoji ta ugotovitev in pravzaprav bi lahko rekli, da se že tukaj začne način sinodalnega iskanja, razločevanja in odločanja v človeški družbi kot takšni. Gotovo bo potem o tem več povedal še škof Matjaž. Jezusova metoda, ki jo je izročil oznanjevalcem evangelija, ki ne gredo po vsem svetu in naredijo vse narode za njegove učence, je bila spet sinodalna. Poslal jih je po 2 in 2, pošiljal jih je po 2 in 2. In ko prebiramo ali morda sami razmišljamo o tej Jezusovi metodi, naletimo na različne razlage, različne utemeljitve, bolj ali manj so pa vse uglašene na to dejstvo skupne hoje, skupnega poslušanja, skupne molitve, skupne podelitve, kar smo slišali v uvodnem razmišljanju, v uvodni molitvi, in potem tudi skupnih odločitev. V tem zadnjem času, zlasti od drugega Vatikanskega koncila oziroma dobrih 50 let, odkar je bila pa ustanovljena škofovska sinoda, papež Pavel VI je to naredil, je pa sinoda še bolj izrazito vstopila v življenje cerkve, v njeno iskanje in v njeno delovanje. Ob sklepu simpozija pa je zbrane nagovoril mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Sinoda je pot, ko smo rekli, in ko greš na pot, potrebuje spodbude. In take spodbude smo danes, se mi zdi, tudi dobili. Gotovo je ta pot proces, ki je nekaj dinamičnega, ki je učenje, drugo besedo tudi napor, ampak jaz sam zelo rad poudarjam eno besedo, da je sinoda priložnost. Vemo, da smo sedaj v tem času po koroni in na nek način smo se znašli v situaciji, v kateri bi se verjetno v normalnih okoliščinah čez 10 let. Tako da smo za 10 let preskočili neko situacijo, ki je čisto nova, v kateri se nahajamo, in zato se mi zdi to res kot priložnost. Na sinodo gledam kot na hojo, ki je ponižna. Torej, ponižna pomeni v odprtosti, ki je hoja v zaupanju, da je Sveti Duh tisti, ki nas vodi, kot je vodil prvo cerkev,
Jaz sam zelo rad berem zgodovino cerkve, čeprav vemo, da je tudi zaznamovana s težavami, škandali, problemi, ampak na koncu vidiš, da po človeško gledano bi vse to moglo propasti. Ampak je zadaj tako močno delovanje Božjega duha, Boga samega, da je to preživelo, da se je iz vsake situacije, ki je bila težka, rodilo nekaj lepega, nekaj novega. Sam sem zelo vesel odmevov, ki prihajajo iz terena, iz naših občestev in bi lahko rekel, da vzglede vlečejo. To je naš pregovor, ki pravi vzglede vlečejo. Ko smo imeli v soboto plenom škofijske Karitas, smo imeli na koncu 3 pričevanja. Čisto konkretna pričevanja, kako o tej sinodalni cerkvi, kako živimo to sinodalno pot. In zanimivo, ko smo šli ven iz cerkve, so mi ljudje rekli, to bi pa še poslušali. To je pa škoda, da ni bilo še več. Hočem reči to, da je zelo pomembno, da si znamo podeliti tudi ta izkustva, ta pričevanja, ker ta pričevanja so sad delovanja Božjega duha. Tukaj se čuti dejansko, da je Božji duh na delu. Zato sem vesel tega dne, ki smo ga z tega dopoldneva, te skupne hoje danes dopoldne in želim, da bi res ta sinodalna pot, na katero smo stopili, bila pot, ki je pred nami, ne samo do tiste sinode v Rimu, ki bo 23. leta, ampak da bi to postala naša drža, naš način življenja.